Lep dober dan, oziroma večer, karkoli še je. Smo ravno prej se pogovarjali, kako bi bilo fino v bistvu to narediti na Trgu Republike, ampak je Jaša očitno ugotovil, da čas je za prodor v dvorane slovenskih institucij, javnih in zasebnih, in tako naprej, tako danes smo tu. Naši sogovornike poznate, ampak vseeno... Ne se ne sliši. Kako se ne sliši? Res? Moram takole potem. Hvala za upozorilo. Antropologinja Svetlana Slapšak, Boris Vezjak, filozof, Jaša Jenull, a naj ga predstavljam, in potem seveda Janez Zalaznik. Naj še povem, da Jaša in Janez sta oba v uredniškem odboru, torej naše monografije, o kateri se bomo danes pogovarjali. Izvršna urednica monografije je Sanja Fidler, ki je to pripravljala tako zdaj že zadnjih, ne vem, 6 mesecev, približno pol leta, je nastajal ta letni projekt. Zdaj začnemo pravzaprav z vprašanjem, meni se di izjemno samoumevno, da so te petkovi protesti zdaj tako zabeleženi seveda na razstavi, ki smo jo lahko videli v Cukrarni, da izide ena taka perfektna monografija, kot je tole. Ampak najbrž je to zdaj, kako je zdaj do tega prišlo, ne? Je pa najbrž bolj kompleksen odgovor. Torej, a je potrebno dokumentirati spomin na to v bistvu največje družbeno gibanje. V bistvu bi človek pomislil, da bo to naredil tudi kdo drug, pravzaprav, ne nujno. Torej, sami ljudje, ko so bili tudi nosilci, da se pospomne kakšna fakulteta, da bo, ne vem, neka založba pomislila, wow, tole bi zdaj bilo dobro, pa mogoče ni, ne. Skratka, to, ali pa morda je razlog to, da je bilo ogromno nekega gradiva v bistvu na voljo in zbrano in zakaj bi ostalo predali, mogoče čist banalen razlog, ali pa zelo vizionarski. Jaša, prosim, da povej. Ne vem, to mogoče znal dokama več izkušen z akademskimi vodami razložiti, kaj je za tem, za stroko in zakaj, kako se stroka s tem ukvarja, če se sploh na kakšen način. Meni se zdi to, kar smo mi mogoče pa zaznali to, da tudi tisti, ne vem, opisi, ki so bili dosti tako partikularni, ali pa so bili predstavljeni neki določeni aspekti iz teh 2 let, da je bila kakšna posamezna knjiga, ali pa razstava, ali pa nek opis, da se nam je pa zdelo pa to, da manjka pa prav en tak celosten pregled teh 2 let in to se nam je zdelo nekaj tazga, kar je posebenega na tem, tudi na ta dolgotrajnost, ta vzponi in paci, nekako ta cela epopeja na nek način, ki je potekala na Trgu Republike in naokrog. In ki je prišla pobuda, mislim, smo imeli nekako v glavi, da je treba te stvari ohraniti, preden se pozabijo in to je zanimivo, da tudi, ko smo pripravljali knjigo najprej pred razstavo še, da smo v bistvu tudi sami bili presenečeni, ko smo se spomnili na ene stvari, ki smo jih že mi pozabili, da so se sploh zgodile. Na srečo smo imeli tukaj Facebook, socialna omrežja, fotografije in izvrstno zakladnico vrhunskih fotografov, ki so to dokumentirali, da smo si lahko osvežili spomin, ampak človek relativno hitro pozabi in nam se zdi, da če doben drug, pa lahko tudi mi to naredimo, dokler je to še nekako relativno prisotno. Si bil tudi sam presenečen, ko se je potem naenkrat ogromna knjiga z naše predstava, teh 105 petkov, se opravičujem, imam problem očitno z držanjem tega, ki si navajena na bolkico. Spremenili tega, mogoče bo boljši. Ne, se bom potrudila. A si bil tudi sam presenečen na koncu, ko si videl, koliko je tega bilo, ne? Ker seveda vsak ve 105 petkov, potem pa vidiš, kaj se to bilo, koliko je enih zasnov, koliko enih idej je bilo za vsem tem. Tudi to, da se ne vem, tudi z Janezom, ko smo se pogovarjali, pa je on naredil dizajn, kako bo izgledala ta platnica in ta sredinska črta, vse je bila veliko ožja, kad je potem na koncu prišla, ker je bilo vse na kupu in teoretično smo nekje na sredini že zračunali, da bo prišlo cirka več, okoli 300 strani tega, ampak pa kad vidiš vse na kupu, je pa kar tako, presunljivo, to se nam je zdelo tudi ena stvar, ki manjka mogoče v knjigi, mogoče za drugi ponatis ali pa za naslednjič, ko bomo imeli, če se bo resničila ta ideja o tej razstavi, ki bi bila potujoča po Sloveniji, tudi da bi naredila eno veliko časovnico, kjer bi bilo prav tako, da bi naenkrat s pogledom lahko zaobjel teh 105 petkov in
mogoče nekako ponazorili, kako je to potekalo. Ja, ampak veliko je tega, večkrat bi človek pričakoval, sigurno večkrat smo mi pričakovali tudi na začetku ob teh prvih petkih. Janez Zalaznik, 450 fotografij. Tudi ti si, je v redu, če se tikamo, glede na to, petek zvečer, tukaj skupaj sedimo, ne? Torej, 450 fotografij je bilo treba izbrati, pregledati, pridobiti, ne vem, neke avtorske pravice, se dogovarjati z ljudmi, že to se mi zdi, mislim, res velik zalogaj. Kako ste se tega škodili? Ja, 450 je ta končni splen, ne, da bi rečem, ne, prebijali smo jih gotovo več kot 1000, če svoje odštejem, sploh tukaj ven, ne, to se pravi. Zdaj, osnovna ideja, ko smo začeli govoriti o tej pač monografiji, je, da bi predvsem vključili tiste fotografe, ki so bili bolj kot ne prisotni na vseh 105 protestih. Najbrž na vseh 105 ni bil nihče, ampak nekih 10 fotografov mislim, da je bilo bolj kot ne več čas prisotnih, no in na te smo se v glavnem obrnili. Izkazalo se je tudi to, da so to predvsem fotografi, ki pač niso redno zaposleni na nekih medijih, ne, ampak da smo pač neki bolj svobodnjaki. No in v začetka smo rekli, ok, ne, mi bomo naredili nekih 200 strani, ne, bomo mogoče imeli nekih 200-250 fotografij in smo se nekako s tem potem obrnili do fotografov, ne, da je pošel vsak nekih 50 svojih ali kaj podobnega. No, potem se je vsem tega materiala nabralo več in osnovni načrt je bil vendarle, da pač se naredi, se pravi, da fotografije nekako sledijo tistemu, kar je pri posameznem petku omenil v tekstu. Tako da, hočem reči, v osnovi ni bilo mišljeno to kot neka umetniška monografija, ampak predvsem kot pač dokumentarna fotografija. Če se vmes najdejo tudi, bom rekel, fotografije, ki bi jih lahko, bom rekel, ocenili kot zelo dobre ali pa umetniške, to boljše, ampak ni bil pa to prvi cilj, no, to se pravi, cilj je bil vendarle predvsem dokument. Zdaj, največ fotografije noter mojih čisto preprosto zato, ker sem jaz postavil neko to osnovno platformo, to se pravi, da sem pač iz svojih fotografij naredil za vsak petek pač neko osnovo, da smo sploh vedeli, kje je začeti in tako naprej. Zdaj, od materijala, ki smo ga dobili, bilo pa tako, seveda pač neki protesti so bili vizualno bolj atraktivni, pa smo dobili več materijala, ne, nekateri so bili pa pač manj, ne. Ampak v monografiji pa izpadajo, kot so bili vsi petki izjemno No, to je pohvalno za nas, ja. Ne, tako izpadajo v knjigi, zdaj realno seveda, vse ni bilo enako normalno. Ja, lahko sem mogoče. Ponekod pri kakšnih petkih je bilo tako, da je bilo res ta izziv, kako izmed, ne vem, 30 super fotk spravili na 3, kakšni petki so bili pa bolj tako, da se je potem brska, pa sem potem jaz Janez, zdaj še enkrat pogledaj svoje fotke, mogoče pa smo kaj spregledali, pa se da vsem kaj najdete, ali pa tako. Ja, ponekod je bilo to lažje. No, ampak nekatere fotografije v tej monografiji so seveda zdaj že, recimo, del te naše kolektivne zavesti, ne? Druge, v bistvu še bolj zanimive so tiste, ki si jih že malo pozabimo, že nikoli videl in tistih dogodkov. Torej, recimo, bom rekla, druga liga teh fotografij, ki pa dopolnjujejo te simbolne. Ne vem, kako ste to pol gradili, kako je to, kako to skupaj vse tako lepo zloži. Ja, seveda. Pripoved, ne? Lahko ne bi bilo teksta, lahko bi bile v bistvu samo fotografije. Ja, ampak vse ne se pravim, fotografije so nekako sledile temu, kar je pač v tekstu popisano. Ne? To se pravi, če bi zdaj banalno dobili smo se pri Prešernovem spomeniku, pa je bilo fajn, da je pač še neka fotografija iz tistega dogajanja pri Prešernovem spomeniku. So pa recimo bili to taki primeri, ko smo res v bistvu dali noter fotografije, ki jih niti jaz recimo ne bi dal v nek ožji zbor, ampak so se potem mogoče izkazali za funkcionalno. In tak dober primer se mi zdi recimo fotografija pri pesmi Borisa Novaka, kjer smo se odločili, da bomo tako za Svetlano Makarovič kot za Borisa Novaka namenili svojo stran zanimivo pesmi. In zdaj za fotografijo od Svetlane Makarovič smo imeli pač super fotografijo Boruta Kranjca, San Stefan je šlo. Pri Borisu Novaka smo imeli pa že kar nekaj njegovih fotografij z protestov v samem. Ne vem, kaj zdaj dati tukaj v to monografijo. Potem se jaz nekaj bežno spomnim, da sem nekaj v enem prvih protestov množičnih fotografiral dva protestnika, ki sta na hrbtu nosila napis
Svoboda je glagol. Najbolj bo treba to fotko najdeti, potem seveda pač, se pravi, to je fotografija, ki sama po sebi ni dobra, jaz sem iz kolesa slikal, vidite, da sem ga ujel noter, slab kader, ampak tukaj funkcionira, ker je zasedla ena stran, ta dva protestnika s tem napisom, pa še ne piše pa Boris Novak in Mlak. Druga stran pa prazna, ne, kar je bilo v osnovi pomanjkljivo s fotografijo, pa sem te izkazali, da je to redno. Tako da, marsikdaj je bilo okej, tako pač potem uvrščeno noter tudi, kar ni bilo v prvotnem planu. Drugi del mojega vprašanja, oziroma tam nekje zvitu prvo vprašanje je bilo seveda, kako vidva to vidita Boris in Svetlana, zakaj se je to pravzaprav tako zgodilo? Jaz mislim, da to bi bila lahko čist iz vidika zanimanja bralcev, to, kar se je vse dogajalo, to bi lahko bila prodajna uspešnica, samo nekdo bi se mogel spomniti, ljudje bi to kupovali, bi brali. Zdaj, a je kakšen razlog za to, da pravzaprav se nihče izven protestniške skupine morda ni lotil tega projekta? Ko sem prvič videla to knjigo, moram reči, da sem se spomnila, da takšno knjigo imam doma. In to v zelo slabem stanju, kar je pač ves čas uporabljam. In to je knjiga, ki je v Atenah šla 74. leta, po enem letu, ki je bilo leto rušenja diktature. Ampak seveda to je predkompjutersko obdobje in oni so naredili eno tako knjigo in tudi po dimenzijah, ki je skoraj ista, so pač naredili tako, da so fotografije lepili in jih potem posneli za eno stran. Totalni kaos. Ampak zame je izjemno dragoceno, ker je to res kronološko, kaj se je dogajalo, članki, novice, fotografije, vse, kar se je dogajalo, je v eni knjigi. In to se imenuje album. In album je izjemno koristen za spomin, ne, za kolektivni spomin in zame je to pravzaprav prvi zgodovinski vir, ki sem ga sploh imela in najbolj uporabljala, ki sem ga jaz uporabljala o tem obdobju, ki sem ga v Grčiji doživela. Ne. Torej sem prepoznala takoj, ampak to je seveda druga tehnika, to so barve, to veliko bolj izgleda zdaj. Ampak je praktično, ja, to je od oktobra 73 pa recimo do konca 74. leta, to je pa koliko? Od 73. do 23. 90 let. Recimo, majne. Ja, takoj. Kar nekaj. No, torej je če hočete, občutek domačega, nečesa, kar dobro poznam in zdaj bom samo potrdila nekaj, kar bom ves čas odpirala in gledala in se spomnila določenega detajla, ki ga recimo nisem prej videla. Tako da je ta knjiga neverjetno dragocena in pa mislim, da je dobro, da je šla in v tem smislu, da predhodi nekakšni študiji, če bo sploh kakšna študija. Da je to res ta nujna priprava, iz katere bodo iz te knjige lahko sledi nekaj študij. Dobro, torej sem preveč nestrpna, to je bilo treba narediti, pridejo pa še druge stvari, ne? Ja, druge stvari, kar se mene osebno tiče, jaz moram priznati, da sem zelo zadovoljna s izplenom samega upora, ker sem namreč za 105 petkov dobila za vsak dan 200 evrov in tako sem. In to je nekaj, jaz seveda nisem bila vsak dan, ampak sem našla priče in potem sem uspela, da vsak dan dobim 200 kot invalid. Kolesari pa so dobili 150. To so namreč podatki, ki so bili zadnji torek, ta ominozni Boris Tomašič v svoji oddaji, kjer starci, dementni starci berejo svoje naloge. In neka gospa je rekla, jaz sem slišala, da so vsi kolesari dobili 150 na dan. In on je rekel, ja, seveda. Torej, potrjujem. In ne samo to. Moja organizacija, moj zavod je pa seveda v tej razdelitvi, ki je sledila, dobil, če se dobro spomnim, božega 2,5 milijona. Torej, res, dajmo še enkrat. Torej, nekoče ta osebno sem precej zadovoljna, ampak če gremo v realen svet, jaz mislim, da je največji dosežek te knjige pravzaprav za mene
pravzaprav ustvarjanje neke kulture, kjer sta precej in prvo zaslužna Sanja in Branko, neke ulične kulture, ki zdaj predstavlja simbol določenega obdobja. In ga prepoznamo. To so 20. leta. Imamo pred sabo neko delo Sanje in Branka, ne? In prepoznamo takoj, zakaj gre. In ta ulična kultura, ki je seveda v Ljubljani pa zelo lepo razvita in poznamo, lahko bi napisali zgodovino ulične kulture v Ljubljani v zadnjem desetletju ali tudi prej. Vsekakor so to pač spomeniki. Urejen je, narejen en spomenik, ki ga nihče seveda ne priznava in nihče noče imeti ta spomenik zase kot svojo zaslugo. Kar je tudi kvaliteta, posebej v tem trenutku, ko se vsi grabijo za spomenike. Torej, v tem smislu te ustvarjanje nove kulture, nove vizualnosti, če hočete, prepoznavanja, takojšnjega prepoznavanja določenega obdobja, to je nekaj, kar kolo in ti objekti, umetniški objekti, pač nas spomnijo, tako kot nas, recimo vidimo žensko v ravni obleki, z garson frizuro in pač ki pleše Charleston in točno vem, da so to 20. leta 20. stoletja. Zdaj pa bomo vedeli tukaj, bomo prepoznali te zadeve kot 20. leta v Sloveniji. Imam perfektno avtorico te študije, o kateri smo prej govorili, ki še pride, Svetlana. Boris, kako ti gledaš na to? Zdaj, seveda, takoj me je Svetlana razorožila z obrazložitvijo, seveda, to je zdaj prvi korak, ampak zdaj pa tiste resne študije, evalvacije, upora in tako naprej, to še ne mora priti. Ne? To se mi zdi argument, ki je seveda zelo sprejemljiv, ne? Ampak vseeno pa v bistvu tudi pogrešam tako involviranost vendarle še nekih institucij, ki bi lahko sodelovali pri tem projektu, pomagale, se ga spomnile, gojile, vzele kot nekaj svojega. Torej, mislim, da je še prekmalu za resno refleksijo, vsaj po nekih znanstvenih kriterijih. Mislim, da je to ta problem, o katerem se danes pogovarjamo, da imamo prehitra pričakovanja, ne, prezgodna pričakovanja. Zdaj, ta knjiga je v vsakem primeru fantastična, ravno kar smo govorili o njeni estetski in umetniški vrednosti, da bi lažje razumeli, kako pomemben je ta projekt, ne samo knjige, ampak samih protestov. 2022 se nam dejansko poraja ena analogija, ki pa tukaj ni bila, se mi zdi, preveč navzoča, pa bi morala biti. Namreč primerjava z protesti 2012-2013. Zdaj, če pogledamo produkcijo 2012-2013, je dejansko ni bilo. Se pravi, Lenar Zajc, eden od stajnikov, izdal recimo en roman, potem izdal ga je kasnejši poslanec Trček, neki dnevniški zapisi in časopis za kritiko znanosti potem recimo za enoletno zamudo objavil številko, tematski sklop prispevkov posvečenih protestom 2012-2013, vse slovenskim stajem. In zdaj, zakaj ta primerjava pomembna? Zato, ker mislim, da lažje razumemo dogajanje za nazaj in tudi tokratno dogajanje. Ne? Zdaj, na ravni estetike, ne? Na ravni recimo duhovitosti, na ravni kulturniškega impakta, ni nobene primerjave, bom zelo radikalno to ilustriral. Ne? Jaz sem bil zraven takrat, bistveno bolj kot zdaj, 12-13, Vstaje so se začele, kot veste, v Mariboru, bile so celo uspešne na koncu za ustavitvijo župana Franca Kanglerja, ampak na ravni vsebine, konceptualizacije in tako dalje so bile skrajno siromašne. Se pravi, predstavljajte si, ljudje so prišli, skandirali so gotovo vsi, ne? Še ta slogan so pravzaprav posneli po srbskem resentimentu, do nazaj, in metali so granitne kocke v občinsko stavbo mariborsko. Dokler je to šlo, dokler ni prišel Vinko Gorenak kot notranji minister svojo konjenico z solzivcem in tako dalje in 110, več kot 110, 119 protestnikov dal pripret, če se spomnite. Ampak zdaj, v čem je razlika? Razlika je dejansko nenormalna. Se pravi, imate proteste leta 12-13, kjer protestniki preprosto mečajo granitne kocke v občinsko stavbo.
In imate leto 20, ali 21, moram bi preveriti, ko se Sanja in Brane spomnita, da bosta naredila eno gromozansko granitno kocko in se bosta z njo premikala proti parlamentu, ne? In ta kocka je velika 3 na 3 metre, ali pa 2,5 na 2,5 metra, ne? In tam jih ustavi policija, ne? Ta kocka se je, vidite, umetniško materializirala v nekaj drugega in tam jih ustavi policija, ker se preprosto boji tega umetniškega artefakta, ki poskuša vstopiti v parlament. Ne, potem sledi presenečenje, tam stoji falanga policistov, ustavi to granitno kocko, 2 na 2 metra, zahteva, da se Brane in Sanja legitimirata in ona dva stopita iz te kocke, pravzaprav policaji prevrnejo to kocko, ne, in potem iz te kocke stopita kdo? Janez Janša in Aleš Hojs. Zdaj ne vem, kateri je bil kateri. Skratka, umetnost do konca, se pravi, poanta teh protestov dejansko bila, kako s pomočjo kulture, umetnosti, intelekta razorožiti avtoritarni sistem. In tega leta 12-2013 žal ni bilo. To je ena gromozanska razlika, tako kot ni nikoli nastala takšna monografija po letu 12-13. In zdaj bo Sanja nekaj povedala. Jaz bi samo en popravkam pa eno dopolnitev. Nismo se nikoli spomnili kocke, ampak se je spomnil po mojem Jaša, pa ne vem, to smo to en pogovoru. Vseeno. Ja, samo Jaša in Matjaž sta potem pač garala, ne vem, nekaj ur, da sta sestavila, Matjaž pa Brane. No, to je samo dopolnitev. Prav bi pa imela za staje. V Ljubljani smo imeli veliko produkcijo kulturnih vsebin. Mislim, da je to razlika med Ljubljano in Mariborom. In v bistvu zelo podoben, da jaz pač vidim te proteste zdaj, veliko bolj koncentrirani frekvenci, ampak tudi neko kontinuiteto do tistih protestov staje 12-13. Ne vem, če se spomnite, res smo zelo veliko stvari počeli na ulici. Imeli smo demonstracijo med drugim politikov pred sodiščem na Tavčarjevi. Jaša je plezal po banki. Evo, se pravičujem, ti so elementi tega že takrat. Dejansko pa razlika je bila pa vendarle očitna. Poglejte, ustaje v Mariboru so bile anonimne. Bile so Facebook staje, nihče ni vedel, kdo je dela. Policija je ugibala, kdo jih vodi. Bile so na nek način na ukaz nadaljavo, se pravi, skupina, ki je to počela, se zdaj je jasno, katera skupina je to bila, ne? Je dala idejo za dan, za rekvizite, za slogane in potem se pač ta staja odvijala. Tukaj je bilo vse postavljeno na glavo, se pravi, protesti 2022 so bili striktno planirani, disciplinirano so se dogajali enkrat na teden, vsak petek z dovršenim scenarijem in tako naprej. Ne bom razlagal, ker ste jih počeli. Ne, jaz bi se sam navezal na to, da je v bistvu zanimiva ta prav to ozadje, te 2012-2013, da smo se pravzaprav in Sanjo, Branetom, da smo v bistvu tam se nekako tako po nekem spletu na ključu našli skupaj in takrat so bile te bele maske, ko so se delali v Ljubljani. Je res, da je velika razlika med Ljubljano pa Mariborom, da se mi zdi, da v Mariboru je bila to čisto ena druga, ta občutek te jeze je veliko bolj protestniško, medtem ko v Ljubljani pa takrat se mi zdi, da je bilo tudi tako nekako deljeno, da en del protestov in protestnikov je bil bolj usmerjen že takrat v to kulturni aspekt, ta koncept protestivala, pa Matijas vse tudi z glasbo in z nekimi pevskimi nastopi in tako. Medtem, ko en drug del je bil pa recimo bolj, dejansko smo imeli takrat debate, 2012 so bile te debate, ko se meni zdijo tudi zanimive debate, v tem smislu, da so bili neki očitki takrat nam, ko smo bolj kulturno k temu pristopili, da v bistvu zdaj delamo teater iz protestov in da protesti bi morali biti izraz jeze in besa in da v bistvu s tem neko kulturalizacijo protestov, da v bistvu jim jemlješ nek naboj. In so bile okrog tega tako neke debate, tudi recimo med
med nami, med recimo tistimi, ki so bili bolj aktivni na tem kulturnem področju, pa z druge strani pa recimo, tudi zelo aktivni, aktivisti, ki so bolj temu nastopali tako aktivistično iz Metelkove, Infošopa in tako naprej, drugih organizacij. Ki pa sem bil v bistvu na nek način, se mi zdi, da smo pa vsem nekako uspeli zdaj 2020 v tej zdaj zadnji rundi, da smo nekako uspeli vsem poiskati nek skupen jezik, da recimo tudi s tem je prišla ta ideja po teh rednih tedenskih protestih iz teh Infošopa in teh organizacij okrog. Tudi ta ideja s kolesarjenjem je prišla v tem, tako da smo nekako skupaj našli zdaj neko sintezo mogoče tega, znam pa pač jasnim zavedanjem, da ne vem, vsaj moj občutek je bil to, pa dosti nas je bilo takih, ki smo imeli občutek, da pač v bistvu to, da bi v momentu, ko bi ratali nasilni, v momentu, ko bi se začeli metati stvari, v momentu, ko bi se en avto zažgal ali karkoli, bi bil na nek način to konc protestov, ker bi to legitimirali neko policijsko represijo, ker bi to pa še v tem času, pa COVID, pa vse to, da nekako smo se probali izogniti temu in tudi ta, recimo, to neko izpostavljanje posameznikov, pa ta neka še bolj eksplicitno, da kakšni protesti so bili res tako skoraj kot neka predstava, ne vem, tam, ko smo po celem mestu lovili politike iz počitnic in jih vlekli in jih pol zaprli v one velike kontejnerje na tam odzadnji za festivalno dvorano. Tisti je bilo zelo tako prav, kot ulična predstava, to se je slučajno tako poklopilo, ampak je prihajalo, to, kar se meni zdi pomembno povedati, to, da je to prihajalo iz te potrebe, da je neverjetno težko ohranjati nek naboj nekih protestov, ki bi bili popolnoma difuzni, ki ne bi imeli nobenega leitmotiva, ki ne bi imeli neke teme, ki ne bi imeli nekega kulturnega dogajanja, ker preprosto se mi zdi v naravi protestov je to, da se spnejo, pride nek sprožilni moment, se stopnjujejo, potem pa začnejo padati, če se nič ne spremeni. To v bistvu vse te stvari, kar so v knjigi tudi popisane, vse te obrati, vse te neki vedno novi vložki, izmisleki, so pravzaprav izhajali z te neke z naše strani občutka, da je potreba potem, da se nekako izumlja na novo, zato da se ohranja nek naboj, da se ohranja nek interes tako množičnih medijev kot udeležencev na samih protestih. Kot je, mislim, bomo jemali tudi potem še kakšno vprašanje, če bo le čas, ampak Otto Luther je že v uvodu napisal, zdaj sledim temu, kar si ti rekel, Jaša, da je kultura postala osrednje prizorišče političnega boja. Vi seveda ni naključje, da vsi ti ljudje, ki ste sodelovali zraven, ste bili, ne vem, oziroma ste, ne vem, dramaturgi, torej režiserji, likovni ustvarjalci, fotografi in tako naprej. Vaše izrazno sredstvo pač je umetnost in kultura. Zdaj, Svetlana, bi vas vprašala, ker ste že prej tudi tebe, ker si že prej tudi sama rekla, ne? Kako se bomo spominjali 20 let, spominjali se jih bomo potem, kot so jih videli oni, ne? Točno to. Skupino umetnikov, ki izražajo kolektivne pojme, kolektivne ideje, kolektivno razpoloženje končno, ne? Jaz sem se ves čas spraševala, ko se je to dogajalo, kaj pravzaprav se dogaja ob petkih, a ne vem, da bom šla ven, da bom videla dobro predstavo in da se bom zelo zabavala, da se bom družila z ljudmi, ki so mi všeč in da se bom zabavala. A je to res smisel mojega političnega angažmaja? In mi je bilo nerodno, moram priznati, ampak potem sem razumela in zdaj, ko vidim te, recimo, posledice takšnega načina, takšne metodologije, se mi zdi, da je ta inovacija izjemno pomembna. Pred ljubljanskimi, pred tem obdobjem COVID-a in upora je pač manifestacija imela smisla, če je trajala vsak dan, če je bilo prisotno vsak dan nekaj, da se pove, da bi moglo biti še boljše, še bolj radikalno, še bolj jasno in končno politične posledice. Oblast obožuje takšne demonstracije, kar ve, da se bodo izčrpale. Formula ob vikendih, ko nam odgovarja, ko se mi počutimo bolj sproščene, ko se mi počutimo boljše, je pravzaprav veliko bolj objavska, če hočete politično, kar označuje konstantnost. To je nekaj, kar bomo ves čas delali. Slikajte se, ne? To je nekako to. Vsak petek, dokler nam ugaja. Ne? In ta popoln obrat, ki se je zgodil z vikendom, je pravzaprav zgodovinski dogodek. V zgodovini manifestacije in v zgodovini upora.
Saj proti demokratični oblasti, ki ima parlament, ki ima določene oblike, forme ohranjene in tako naprej, ni enostavno držati intenzivnost, in to se je pokazalo v 80-ih v recimo korejskih, južnokorejskih demonstracijah, in če se spomnite v hongkonških demonstracijah, je propadlo. Ker je vsak dan moralo biti in vsak dan več žrtev in vsak dan več frustracij in tako naprej. Ta varianta, ki jo zdaj recimo izvajajo v Srbiji, je veliko bolj koristna in veliko bolj politično uspešna. In jaz samo se sprašujem, kdaj bomo začeli že spet. To očitno ima smisla, to očitno ima neko dejstvo. In spomniti oblast, da smo jo pripeljali na oblast, je nekaj, kar je v osnovi, v jedru takšnega demonstriranja, takšnega upora. In naj ostane tako, dokler se pač še nek nov uspeh pokaže. Recimo, da pač vržemo skupaj z desnico nekega ministra, različni drugi paradoksi, ki se zdaj dogajajo. Ampak vsekakor ta navada, da veš, da se boš v politiki zabaval enkrat na teden, je nekaj čisto novega in res spominja na, če hočete, na duh 68. leta. Mogoče en stavek dodam. Če analiziramo na hitro zaenkrat, ker zgodovina potrebuje svoj čas, da stvari uvidi v neki perspektivi, ampak če analiziramo to protestniško dogajanje 2022, se mi zdi ena značilnost res zelo jasno izražena. Namreč humornost, duhovitost, satiričnost, komičnost tovrstnih protestov. Zakaj se mi zdi to pomembno? Zdi se mi, da je bilo to edino možno orožje, s katerim se je lahko naslavljalo avtoritarno oblast. Ja? Se pravi, zdi se mi, da ko imamo avtoritarca, kot Janez Janša, ko imamo nekoga, ki ruši demokracijo in pravno državo in tako dalje, se ljudstvo lahko najbolj učinkovito upre za komiko, s humorjem, satiro, in tega so ljudje, kot je tukaj navzoči Jaša, pa Teja, ki ni navzoča, pa Sanja, Branja, vsi ostali, ki sem zdaj žal spustil, bili sposobni. Tega sem se spomnil v tem trenutku, ko je Svetlana načela temo novih protestov. Zdaj vas bom malo sprovociral. Meni se zdi, da protesti, ki bi zdaj že morali teči proti vladi Roberta Goloba, po mojem mnenju pa že tečejo, recimo, kar zadeva zdravstvo in zdravstvenega ministra in tako dalje. In po nekem defaultu nimajo toliko humorja, ker predpostavljamo, da oblast Roberta Goloba ni tako zelo avtoritarna. In zdaj lahko tukaj navzoči Jaša ali potrdi, ali zanika to razliko. A veste, kaj želi povedati? Se mi zdi, da je diskurs protestov bil nujno satiričen, zato ker je bila oblast autokratska. Takrat, ko pa ni, pazite, oblast Roberta Goloba ni autokratska. Ampak to ne pomeni, da je manj nevarna. Ne pomeni, da je manj nevarna. In se mi zdi, da določeni tipi oblasti zahtevajo določene oblike protestiranja. In Janša zahteva to obliko, pri Golobu pa zgleda, da ne bo šlo. Mislim, me prav zanima, ali bo ta satira zdaj zdržala na tej ravni še naprej do Goloba. Šibre Jaz bi tudi dodal to, da to, kar smo mi skozi poudarjali, to ni bila samo floskula, ampak dejansko glavni organizator petkovih protestov je bil Janez Janša dobesedno, zato ker pač dejansko ta njegov specifični način... On je bil glavni satirik. Mislim, pa ta njegov način komunikacije, način ta sovražnost, že 2012-2013 je v bistvu mene takrat aktiviral, 2012-2013 smo sedeli smo imeli nek sestanek, smo gledali pač internet in smo se zgražali nad tem tweetom, da to samo neki zblodeli zombiji pač tukaj protestirajo in takrat je padla pri nas, da kolega je predlagal, David, mi bi se morali obleči zdaj v zombije in bi morali tja in bi morali pač kot zombiji priti vsi na ulice in to pograbiti
in smo bili tako, ja, pa dajmo, in takrat smo imeli neke te gledališke delavnice in je to pač, ampak tako on je sam sprožil v bistvu eno veliko, tako in tudi v čas teh 2 let, ja, Janša je tak, v bistvu res združuje ljudi, za meni velik del Slovenije je sposoben združiti v tem svojem nastopu, s tem, da jim konstantno, ne, vsak teden je bil nek materialni sprožilni moment, kako nastopati. Golob je nastopa zelo drugač, Golob je človek sonca, ne teme, ne, na eni strani imamo senčne, to, ne, kaj že on temni princ, ne, to nekaj te, na drugi strani pa Golob, sončni ptič, kralj, za nekatere, ampak se mi zdi, da pač je problem, no, mislim, da je problem tudi, da smo v tej polariziranosti, kjer pač ljudje dojemajo, aha, zdaj ali si za Goloba, ali si pa za Janšo, to je pač en velik del diskurza, da se zvede na to, zato pač trenutno to, kar mi poskušamo početi, nekateri od nas je to, da v bistvu ne vse splošni protesti, pa ne protesti, ki bi združevali, na kateri bi računali, da se bo množično udeležili, ampak posamezne teme si zbirati in jih kampanjsko usmerjati, ljudi mobilizirati bolj preko neke teme in preko kritike na določenem področju, tako kot je zdaj na področju zdravstva, ki se nam zdi, da je res kritično in da bo naslednjih par mesecev še vedno kritično, tako da nekako trenutno strateško imamo tukaj občutek, da se da preko določene teme, medtem ko pač ja, ta splošni protesti pa v tem skrajno polariziranem prostoru so pa težki, kar se mobilizacije tiče realno gledano. Vprašanje in za Borisa in Svetlano. Zdaj, če človek lista to knjigo, pregleduje fotografije, zapise, ki so v knjigah, je zelo lepo vidno še nekaj, česar nocoj nismo izpostavili. Namreč ta transformacija nekih prvih sreča, ne vem, že človek najprej pomisli na Jašo Jenulla, kako sam pravzaprav teče, ne, s tistim transparentom in tako naprej. Kako se potem počasi začne nabirati množica, potem je noter fotografija, ne vem, recimo pol leta kasneje, kako se izoblikuje protestna skupščina, kako protestna skupščina počasi evolvira v glas ljudstva, torej kako zelo strukturirano je to protestniško gibanje. Tudi to je verjetno velika razlika od tega, kar se je dogajalo v Mariboru in verjetno tudi številnih drugih protestov, ki smo jih, recimo, ki si jih ti, Svetlana, velikokrat spremljala. Ja, jaz sem res videla veliko protestov in pa moram reči, da ta ljubljanski protestov, da so res oblikovali nekaj, kar seveda lahko imenujemo neposredna demokracija, ampak predvsem občutek za neposredno demokracijo pri državljanih, ne. Forme so nekatere že nastale, obstajajo in so uporabne, recimo participatorne oblike, ki že obstajajo v Evropi in tako naprej. Seveda modele bi lahko našli tudi v določenih skupinah v Afriki in v Aziji te neposredne demokracije, ampak prednost Slovenije in Ljubljane v njej je nekaj, kar mi je francoski filozof Jean-Pierre Vernant povedal 97. leta, ko je obiskal Slovenijo in ko mi je rekel, vi imate idealne možnosti zaradi številk. To je pa res možnost, ki je tukaj prisotna in pa jo ne izkoriščamo. Ne? Na eni strani stranke ne izkoriščajo to, da potujejo po Sloveniji, ne so aktivne povsod in na drugi strani pa državljani ne izkoriščamo dovolj temu možnosti, da pač uporabljamo, enostavno neposredno uporabljamo neposredno direktno demokracijo. Ne? Tako da mislim, da je to še pot za raziskovanje. Drugače pa, brez veze z vprašanjem, ampak moram nekaj povedati, pa morda inspiracijo za bodoče dogodke, je en manga junak, stripovski junak, ki ima pričesko malce podobno Golobovi. In ta se junak imenuje Vegeta. Ker sem to padla. Prosim lepo, da Vegeta uvrstim. Ko bomo naslednjič nekaj delali. Boris, vprašanje je pravzaprav enako zate, ne? Ta strukturiranost protestov pravzaprav od začetka do konca in do tega, kjer so protesti danes, kot je že Jaša prej povedal, ko grejo bolj fokusirano na določene teme. Kako se je končalo pravzaprav v Mariboru, zakaj se tam ni razvilo, zakaj se tu lahko je razvilo? V čem je ta temeljna razlika?
A bi brez Maribora lahko bila Ljubljana, tako kot je bila? Ker jaz sem si tako predstavljala, ne, ko ste se vsi lotili protestov, ste naštudirali, pred 10 leti je že bila ena vstaja. Jaz si vedno tako predstavljam, da je treba najprej vse preštudirati in potem seveda ni tako, ne. Ampak naredili ste točno to, kar je mariborskim vstajnikom močno zmanjkalo. Torej, ja, mariborske vstaje so na nek način bile uspešne, nismo odstavili Kanglerja, tako bom rekel, vi v Ljubljani še zdaj niste Jankovič, ne? Tako da... Ne, sprej 3. decembra, ne, tiste vstaje, po kateri je 12, po kateri je Kangler rekel, da za Silvestrovo odstopa, in to je bila najlepša Silvestrovo, potem smo tu dobili staniškega župana, Andreja Fištarca, ki se seveda nikakor ni izkazal, bila je Polomija. Potem pa, kot veste, so te vstaje postale vse slovenske, bile so opirane proti Janši, ne? In potem je pa prišlo seveda volilno leto 2014. Zdaj bom pa povedal še nekaj, kar mi vidim kot veliko razliko. Zdaj, vstaje leta 12-13 so vendarle priskrbele za to misel, da je potrebno poseči politično polje na parket tudi za ustanovitev kakšne stranke. In je nastala stranka Solidarnost, ki ni najbolje končala. Formirala se je iniciativa za demokratični socializem z Luko Mescem. Tukaj je bil Trst Matjaža Hanška, bila je Demokratična stranka dela Franca Žnidaršiča in te 3 stranke so se 1. aprila 2014 združile v Združeno levico. V Ljubljani je prišel Aleksis Cipras, če se spomnite. Naj povem kot zanimivost. Recimo, da te 3 stranke štejemo za stajniške stranke. Ne? Ampak kot zanimivost povem, da ko so šle te 3 stranke na volitve, ki so bile 13. julija 2014, so en mesec pred tem, po Nina mediji, imele, veste kakšno podporo, 3 stranke skupaj, stajniške stranke skupaj, 0,7%. In potem je prišel en fantastičen nastop Luke Mesca na Pop TV, v enem soočanju, ki je spravil to Združeno levico v parlament 13. julija 2014. In to je prva zgodba. Druga zgodba je ta. Miro Cerar je bil tisti, ki je triumfalno zmagal na volitvah julija 2014, triumfalno. Ampak Miro Cerar je v kamere vaše TV Slovenija tistega leta posmehljivo dejal, da on pa res ne hodi, leto poprej, se opravičujem, 2013, da on pa res ne hodi na proteste na ulici, ker se demokracija ne gradi na ulici. Se pravi, vstaje leta 2012-2013 so rezultirale v zmagi nekoga, ki nikoli ni hodil na proteste in se jim je posmehoval. In njemu je bilo Miro Cerar. Prej ljudje na volitvah 2014 na noben način niso cenili protestniškega napora in protestnikov. Vprašanje se glasi, ali so ga cenili leta 2022. Dobili smo Roberta Goloba, je hodil na proteste, po mojem ni hodil na proteste. Ja? Ali mara protestnike, vam povem, ne mara protestnikov. Redo? Kaj zdaj? Kaj zdaj? Se pravi, zdaj se ne pogovarjam več o tej monografiji, govorimo o političnem učinku vstaj. Zdaj, kolikor sem se z Jašo pogovarjal nekajkrat, on odločno zavrača in je zavračal kakšno možnost nastopa na volitvah. Ampak, veste kaj želim povedati? V Mariboru 2013 so bili ti premisliki o neposredni demokraciji, o participatornem proračunu, nekaj tega je bilo. Ne? Bili so poskusi formiranja vstajniških strank, lani niso bili ti poskusi formiranja vstajniških strank. Ne? Zakaj niso bili, bo verjetno, da drug zna to bolje povedati. Ne? Meni se zdi žal, da niso bili. Meni se zdi, da prihaja čas za to, da se bo morala ena taka stranka formirati. Zato, ker, oprostite, ne, predsedniki vlad, ki ne hodijo na proteste, se izkažejo slabo. To smo videli pri Miro Cerarju in zdaj bomo videli najbolj tudi pri Robertu Golobu. Jaša,
torej ljubljansko protestno gibanje, čeprav ni fair tako reči, ker protestno gibanje je vendarle bilo bistveno širše od Ljubljane, ne. Je pa vendarle rezultiralo v nečem, česar spet nismo omenjali, ne vem, morda tudi ne znam prav vprašati, ne. Mene je impresioniralo to, kako se je potem vendarle formirala ta torej protestna skupščina, ki je zelo hitro se začela ukvarjati z vsebino protestov, torej kaj na protestih v resnici hočemo. Dobro, protestniki ne marajo Janeza Janše, ampak kaj pa še, kaj pa potem? Torej ne samo protestna skupščina, potem tudi to preoblikovanje, vzpostavitev glasu ljudstva. Ja, jaz bi rekel tukaj, da bom en del te provokacije od Borisa bom preslišal, pa bomo potem mogoče na pivu se posvetili temu, ampak se mi zdi pomembno s tem se pogovarjati. Bi sam rekel, da v bistvu to, kar je zanimivo, mogoče, da ko smo se mi, po mojem, lotali teh kolesarjev, pa v prvih fazah teh kolesarjev, smo bili vsi en velik del, pa saj zase lahko rečem, da sem bil prepričan, da sem imel v glavi ta model 2012-2013. Da to pač tako se zgodi, ljudje se zberejo, potem parkrat rabijo protestirati in potem, če je tako dosti množično, potem naenkrat pridemo do predčasnih volitev in to je bil nekje pač ta horizont, kar smo si pač mi predstavljali in kolikor je bilo pač tudi nekih vsaj mojih pač ambicij, ne, da se to, da pride do volitev in smo nekako pričakovali, da je to normalno in da tako demokracija funkcionira, da sam rabimo to kritično maso, ali ne vem, je to 20 000, 40 000 ljudi, da potem so predčasne volitve. Pa seveda vsi vemo, ne bomo se spuščali zdaj, zakaj do tega jasno ni prišlo, ampak v bistvu šele pol, ko je bilo začeti postati očitno, da do tega ne bo prišlo, se v bistvu je na nek način ta neuspeh te primarne baze je potem v bistvu produciral ta pogojno rečeno, bomo videli, pač uspeh recimo tega, da se je v bistvu civilna družba potem zorganizirala, da je nastal glas ljudstva, protestna ljudska skupščina. Vse te stvari so se v bistvu razvile kot posledica tega neizpolnjevanja tega osnovnega cilja, ki je bil na nek način, kot posledica potrebe. En velik problem, ki smo ga imeli, oziroma neka velika grožnja, ki smo jo mi prepoznavali na začetku, je bilo to, da na začetku so bili protesti čisto spontani, ljudje so kolesarili, ampak potem smo pa že začeli prepoznavati, da se tukaj pojavljajo neke ideje o raznih ozvočenih in raznih govorcih. In delno tudi iz izkušenj iz 2012-2013, ker je bilo okoli tega tudi prav v zakulisju ogromno nekih konfliktov, ker se ljudje niso mogli zmeniti, kako bi se šlo, pa kaj. Pa vsakič je v bistvu protest skoraj 3-krat razpadel, pa so z ljudje med sabo skregali na različne frakcije, predno se je potem vse nekako našlo neko kompromisno rešitev. Smo mi vsi zelo se zavzemali, da ne bi bilo nobenih govorcev, da ne bi bilo nobenega programa, ker smo vedeli, da takoj, ko bo mikrofon, bo neka želja, da si neki ljudje priborijo ta mikrofon in da te ljudje seveda lahko govorimo o nekem pozitivnem aspektu tega, da imaš predsednika, ki pride s protestov ven. Imamo pa tudi primer Zorana Stevanoviča, ki je malo manjkal, da ne bi bil zdaj v parlamentu, če se ne bi med sabo proticepilska sekcija frakcionirala in si porazdelila glasove, bi dejansko lahko bil zdaj v parlamentu. Na ta način, da je pač instrumentaliziral pač jezo in strah in tako naprej ljudi in prodal par floskulo levih in desnih, ki so vsi isti. Tako da je naš glavni cilj, recimo, kar se tiče tega programa, kako preprečiti, da bi dejansko nekdo poskušal na račun tega gibanja ustanoviti neko svojo stranko za neke svoje potrebe, da smo v končni fazi prišli do tega, da edini način, da se temu izognemo, da sami organiziramo ta program in da probamo ta program in ta zvočnik in ta mikrofon peljati čim bolj po liniji tega, da dejansko se fokusira na kulturo, se fokusira na strokovne govorce, ki bodo govorili strokovne stvari, strokovne argumente, konkretne, kaj imamo mi proti tej vladi. In je bilo to za nekaj časa uspešno, potem pa ja, tako kot si rekla, pa so se začeli pojavljati te množični, pa kaj bi vi dali, vi ste samo proti Janši, je samo pač ne. In takrat je potem prišla pa ideja o tem, da ok, pa dajmo pač razmišljati, to vse nam je ta luksus tega, da ni bilo volitev, ne, in da smo morali nekaj pač početi, je potem pa dajmo imeti to protestno ljudsko skupščino in dajmo vzeti ta čas in to množico in to energijo, da se pač proba formulirati neke dejansko ideje za neko politiko prihodnosti, z neko megleno mislijo, da bi to lahko še prišlo prav potem, ko preleslej, ko pride do neke nove politike, ko pridejo neki ljudje, ki bodo poskušali ta protestniški glas pograbati in na njem zajadrati v parlament. Ne vem, mogoče pisanja še kaj te dala tukaj. Jaz bi mogoče dodala samo to, no, da
dejansko je glas ljudstva. Ne, Sanja, ni fair. Če dejansko je glas ljudstva, se lahko rečemo, da je pač nekako izšel, čeprav ne čisto popolnoma, no, iz teh protestov. In tudi hočem rada bi podala razliko med protestniškim gibanjem, kjer v resnici nismo želeli komunicirati s politiki. Mi smo želeli politiki sporočati naše videnje, naše zahteve, naša stališča. Nismo pa želeli s njimi se niti pogajati, niti kakorkoli jih sprejeti v dialog, ker pač naša zadeva je, da oni grejo. Hkrati pa, ko smo delali ljudsko skupščino, smo pa oblikovali pač zahteve, splošne zahteve ljudi po politiki, ki bi bila vredna svojega imena in ki bi delala za ljudi. In pa še vedno zaradi tega poteka dogodkov, ker pač vlada ni odstopila in ker pač niso bile počasne volitve, je potem pač fokus počas se postavil na volitve, ki so pač vedno bliže bile in tukaj je potem glas ljudstva nekako se oblikoval in se fokusiral pač na to, da bodo te volitve imele rekordno udeležbo, da bo ta vlada, tista vlada, ki je bila takrat pač na oblasti, pogorela, kolikor je pač možno in seveda še vsebinske zadeve, ampak glas ljudstva je potem za razliko od protestov je že komunicira s politiki in jih pač je v dialogu s politiki in to se mi zdi pač pomembna razlika, no? Ker dokler so protesti trajali, predno se je glas ljudstva ustanovil, ni bilo nekakšnega dialoga s politiko. Morda bi zdaj že Janeza vprašali, ne? Kako si ti, kot človek, ki je bil skozi zraven, zdaj seveda ne vseh 105 petkov, kako si ti videl to spreminjanje tega protesta? Kako pravzaprav ste sploh definirali, to sem že enkrat Jašo vprašala v intervjuju, ker se mi je zdaj v bistvu ta neznosen pritisk nenehnega petka. Vedno moraš nekaj imeti, moraš imeti idejo, moraš vedeti, kako vizualno to idejo podkrepiti, kako pritegniti vse te ljudi, ne? In petek je vedno znova, to v bistvu, če primerjam s svojim delom je to, ne? Vsak petek moraš imeti res dobro idejo, kaj boš naredil. Pa ne involvira samo tebe, ampak še vse tiste ljudi, ki pridejo zraven. Mogoče preden odgovorim na to vprašanje, čisto na kratko, seveda izhodišče, zakaj ta monografija. Zdaj se meni osebno porodila se nekaj ob koncu ideja pač tega, da se to naredi ob koncu protestov. Ravno zaradi tega, ker se mi zdi, da imamo mi neko zgodovinsko izkušnjo, še iz 80-ih let, da si pač neka civilna gibanja ali pa neke proteste prilaščajo potem ljudje, ki bodi si jih tam zraven sploh ni bilo. Ne? In tudi tukaj ne nazadnje že gibanje Svoboda, mislim, že ime je bilo pobrano dobesedno s protestom. Ne? In potem, ko vidiš, kdo so te ljudje, nobenega nisi videl v 2 letih. Ne? Tako da se mi zdaj v bistvu iz tega vidika, da je potrebno pač te stvari na nek način dokumentirati. Ne? Ker bolj, ko grejo stvari v bolj, ko se oddaljujejo, bolj pozabljamo, kdo je pravzaprav bil zraven, kaj se je dogajalo in tako naprej. Z mojega vidika je bil to glavni razlog, da se to naredi zdaj. Če pa odgovorim zdaj na to konkretno vprašanje, moram reči, da so recimo zame osebno, sploh tisti prvi protesti takoj po, zdaj tisti prvi, ko se je polagala stopala tako naprej, so bili po svoje malo mučni, ne? Ker dobesedno tudi fotografike smo kaj prišli, smo bili na tem, da pač nas podpišejo in tako naprej, skratka, tisti, bom rekel, ni bil fajn občutek, ampak potem ti prvi množični, ki so bili pa po svoje blazno spoštujoči, tudi zato, ker si šel med končnimi, ki se dogaja, si šel med ljudi v neko druženje. Bil je nek blazno dober občutek, no, tako preprosto. Ne. Zdaj, kasneje seveda je pa to nihalo, ne. To se pravi, bom rekel, iz nekaterih protestov moram reči, da sem prišel na nek način zelo depresiven domov, vsaj 1-2 sta bila taka. Prav grozni je bil takrat, ko so robokopi na Trgu revolucije aretirali lepo skupino, predvsem mlajših deklet,
kar se mi je zdelo itak popolnoma sramotno, mislim, da se vse tisti množici spraviš na neke mladoletne deklice od 50 kg, pa jih premetavaš po trgu in potem strpaš v malico. In potem, ko smo šli pač na Trdinovo solidarno tja, tam je bilo potem teh robokopov več kot nas vseh skupaj. In za meni je bilo tisto res depresivno, res mi je bilo grozno. Nekateri protesti, ne samo ta recimo skotsko, so bili pa preprosto zabavni, recimo tudi ta smrt, ta je bil, mislim, to je bilo na nivoju nekega UNESCO ali pa Becketa, mislim, meni šlo tako na smeh, da sem komi lahko fotografiral, ker sem se pač trešil od smeha, ker sem poslušal ta dialog med smrtjo in policajima, ki popisuje, ki hoče popisati smrt, In smrt ustraja na tem, da ona je smrt, da ona je pa šla tle pobirati še naprej svoj covidni davek in tako naprej. In pa še kar ustrajate na tem, da pač se mora legitimirati, smrt se ne mora legitimirati, Zato je bilo neznosno smešno, po drugi strani pa to zavedanje, da nisi v teatru, da to ni teatr, kjer si pa šel zdaj gledati neko komedijo absurda, je bil pa seveda strhljivo tragičen. Tako da so bili različni momenti, seveda smo se pa predvsem nekateri, ki mogoče tudi nismo bili samo kot fotografi, zraven malo navlekli na te proteste. In ko so se potem končali, je bila ta pač junkie kriza, pač dobesedno, kaj pa zdaj v petek zvečer početi. Tako da, zdaj smo si že večkrat pomagali, ampak ni še čisto minilo. Še eno pod vprašanje bi imela za Janeza. Zdaj, vemo iz izkušenj, fotografiji in snemalci so vedno na vseh protestih, ali so mirne, ali so tudi nasilne. Nekateri protesti, seveda ne petkovi, torej četrtkovi, srednji protesti in tako naprej so bili tudi izjemno nasilni in grozni. Zdaj, kako si ti to doživljal? Vem, da ni bilo ob petkih nasilja, ampak vendarle robokopi so bili tam. Verjetno je bila tudi odgovornost za tiste množice ljudi, ki so prišli tam. Jaz si to ne znam predstavljati, kakšen pritisk je moral biti to predvsem za Jašo, pa seveda za fotografe, ki tam hodite na množico, spremljate tik ob policistih. A nam lahko daš malo tega vzdušja tega? Potem pa v bistvu isto vprašanje za Jašo. Ja, se pravi, predvsem te, kjer je bil ta tesen stik z robokopi, pač ni bilo toliko fajn, ker načeloma pa tako, zdaj kot fotograf se pač ti v bistvu skoncentriraš na to, da probaš pač pokriti nek širok spektr dogajanja, to se pravi, da se ne osredotočaš, sam bodi se nekega govorca, nekaj, kar je v prvih vrstah, da opazuješ pač, kaj se dogaja še okrog. In kar se mi je zdelo v bistvu še en tak strahopeten moment, recimo strani oblasti, je to, da tudi, ko ste recimo popisovali pa to, se popisovali nekaj ljudi na obrobju, nekaj mogoče tudi slučajno mimoidoče, ki so prišli pač tam mimo in se jih popisali. Niso jih popisali tam v množici, ampak nekaj tam vzadi. In to recimo je bilo tako tudi zame kot fotograf, to se pravi, da pazim tudi na to, kaj, bom rekel, se dogaja v neki vzadi in tako naprej. Neka, recimo, taka absurdna situacija, to bo enkrat pozim je, da so sred trga ustavili Majo Smrekar, slovensko umetnico, ki je nesla špežo iz Maxi Marketa. Psa sta pa lajala tam, ker sta zagledala v robokopi. Se je potem tam besno popisali, če je prišla na proteste in tako naprej. In v začetku je trdila, da ne, da gre iz trgovine. Potem so v to časa signalili, da rekla, ja, prišla sem protestirati, dosti vas imam, mislim, popište me. Ampak tako hočeš ti neke stvari so bile včasih res, bom rekel, absurdne, včasih so bile pač tako, bom rekel, tudi težke, tudi depresivne. Ampak kot fotograf se mi zdi, pač smo morali bolj kot ne, se pravim, paziti na to, kaj se dogaja. Dostikrat je bilo res kaj tako, kar se je dogajalo nekje zadaj ali pa celo odmaknjeno ali karkoli. Tako da... In to imamo zdaj vse v knjigi. Večino tega imamo v knjigi, ja. Zdaj je še po moje kakšnih par tisoč fotke nekje še na lagerih, ne samo mojih, ampak tudi drugih fotografov. Tudi kakšne še zanimive so po moje, ki jih tukaj noter ni, pa se bojo mogoče v kakšni drugi pliki še ki jih pojavljajo. Za Svetlanino študijo. Če tako rečem, vse prvotno je že bil nek načrt, pravzaprav, da bi se naredili to, o čemer je Boris govoril, to se pravi še neka pač
študija, ampak to zdaj ni samo v naših rokah, tukaj so potem seveda še drugi momenti, pač nekdo mora to izdati, nekdo mora to financirati. Definitivno bi pomagali, če prodamo čim več izvodov te knjige, bi to znali spodbuditi potem tudi SAZU, zaradi SAZU, da obstaja interes za to. Če sem si že priboril mikrofon, mogoče lahko povem, da ena zanimiva stvar, kar se je nam zgodila, je tudi to, da kar se tiče tega tudi nasilja, pa stresa, pa vsega tega na protestih, da kako zelo sam pri sebi zaznaš, da če je bilo na začetku mogoče to že tam, da so bili neki robocopi, je bilo stres, da je hecanje to, ko pa sam se pogotoviš, kako smo do konca v teh 2 letih potem nekako otopeli delno tudi do tega, da smo vzeli, da je pa moralo biti že res nekaj zelo ekstremnega, da nas je vrgali iz tega, da so res morali dobesedno, ne vem, vleči ljudi, mlade ven ali pa, ne vem, da enkrat se je bilo brutalno tam, ko so kar popisovali in še več ljudi popisovali tam odzadaj za policijsko postajo in je bilo tako res frustrirajoče, ker po eni strani nisi hotel iti, po drugi strani pa samo vsako minuto, ko smo bili tam, je bilo več ljudi popisanih in zaprosto tako neko so obkrožili enega človeka, policaji ga tam ujeli, ga popisali in potem splunili ven in tako pač. Nekako so bile te težke stvari, pa potem nekako se, kar je grozno v bistvu, da se potem desenzitiviziraš in da je pač lahko rata to neka nova normalnost. Mi smo se ves čas borili, da to ne bi rata normalno, da to ne bi rata samoumevno, da se vsakič znova to problematizira. Na srečo so bili tudi dogodki, kot te mariborski dijaki, ki so bili popisani, kot je bila to recimo branje ustave, ki je bilo tako tudi zasnovano kot taki stvari, kjer se res še to bolj jasno izpostavilo, da je ta represija popolnoma nesorazmerna in brez veze. Bi pa zdaj izkoristil še priliko tudi, ker sem omenil Maribor, da povem nekaj, kar po mojem veliko ljudi izven teh najožjih nekih krogov, ki smo pač se pogovarjali o stvarih, pač ne vem, zdaj to je koliko pomembno v bistvu vlogo so odigrali drugi kraj, tudi pri Ljubljani, tudi za proteste na splošno, da so v bistvu praktično, ne vem, ves čas, ali pa ne vem, od takrat, ko se je protestna ljudska skupščina formirala naprej do volitev, smo mi konstantno, poprečno enkrat tedensko vsaj se dobivali na Zoomu, komunicirali z predstavniki iz, ne vem, včasih nas je bilo samo 5, včasih nas je bilo pa 20-30 pač na Zoomu iz vseh različnih krajev in da se je tam dejansko skupaj debatiralo o tem, kaj bi lahko bila tema za naslednji petek, kakšni materiali se predstavljajo, kako se te materiale bo potem poslali, ali zdaj se bo printali v lokalnih krajih, ali se jih bo poslali z nekimi avtomobili, potem razposlali in tako, in da v bistvu se mi zdi, pogosto spregleda, da v bistvu ves ta čas, še zdaj, če greš po Sloveniji, vidiš te nalepke kolesarske praktično v vsakem kraju po Sloveniji najdeš kakšno in se mi zdi, da je to vsem vplivalo na to, da tudi širše perspektive ni bilo nikoli, ni mogel biti čiste percepcije, to je pa samo ljubljanska stvar in tukaj pa samo Ljubljana se nekaj gre proti celi ostali Sloveniji, ki je pa zadovoljna, ampak da je pa tudi, če so bili 3 ljudi ali pa 5 ljudi ali pa 10 ljudi v nekem kraju, da je to igralo eno veliko vlogo, tudi za nas v Ljubljani, da smo vedeli, da nismo sami, tudi v tem smislu izmenjave idej in generiranja idej in tako in je bilo to ena ful pomembna stvar Anja. No, meni se to prav zdelo zelo pomembno, Jaša, ker je mogoče se iz knjige ne vidi tako zelo, ampak vedno je gradivo bilo skupno in je bilo to fino, da je po vseh mestih potem v Sloveniji smo imeli o petkih, recimo tisti, ki nas ni bilo tako veliko, da smo kolesarili, smo pač lepili enake vsebine in so vedno bile to skupinske akcije, ki so bile po celi Sloveniji narejene in res koordinirane, ne. Osvetljena kolesa, ne takrat za... Ja, recimo, ali pa težnik, kar pa če je bilo, mi smo se v ponedeljkih dobili na Zoomu, pa če je bilo treba, smo še v sredo slišali, pa je bilo treba iti po material. Pač skratka, no, to mi je bilo zelo, zelo v redu, ker je ta fil ruš tekel po celi državi, no. Tamle bi še Sanji dala. Bi sam rada pa videla na začetku, da so v bistvu, ko so se kolesarski protesti začeli, ne, so bili dejansko po celi Sloveniji. In to je trajalo kar nekaj tednov. Takrat je bil v Mariboru največ kolesarjev se je v Celju, v Kamniku,
Murski Soboti, Novo mesto, Lendava, evo, po celi Sloveniji se je dejansko kolesarilo in celo po Stanjevici vem, da je bilo kolesarjenje. Tako da jaz mislim, da smo to potem, v bistvu veliko teh aktivistov, veliko teh protestnikov smo potem na koncu zopet našli, ko smo se povezali v to vseslovensko protestno ljudsko skupščino. Na to temo bi sam dodal še ena stvar, ki me je presenetila, recimo, ko smo delali knjigo, je ena izmed akcij, takrat, ko je bil najhujši lockdown, ena izmed teh najhujših lockdownov je bila ta razstava tweetov Janeza Janše, ko smo jo naredili prav kot razstavo. In še zdaj, ko smo iskali za to knjigo in sem gledal nazaj, sem v enem momentu ugotovil, da v bistvu takrat, ne vem, je bilo toliko se stvari dogajalo, da nisem upozoril, ampak mislim, da v ene 10 ali 12 mestih po Sloveniji je dejansko ta razstava takrat čist samo in mislim, mi smo razposlali te fajle in ljudje so to sprintali in to je na kulturnih domovih, na vlastnih deskah in tako po celi Sloveniji je bila takrat istočasno vsaj na 10 mestih ta razstava. Tako da to je recimo tak primer tega, da je v bistvu ta mreža tako v bistvu presenetljivo dobro delovala. Bila široka. Filozof Boris Vezjak je napisal, ste napisali, za Ustajo, torej za Ustaji leta 12 in 13. Kako ste že tako dobro ste zdefinirali, zdaj pa tega ne najdem? Aha, ne bom citirala, bom tako povedala. Torej, vsak protest, pa kar popravim, me prosim, če se bom zmotila, vsak protest v bistvu proizvede ali v alternativah sem to brala v teh tekstih, ki si jih objavil in ti si začetek je bil tako dober, ne? Torej, proizvede neko, ne vem, ne samo protestno akcijo, kam sem to dala, res bi rada to prav povedala. Kako se ne spomniš? Tako dober citat je bil vraga. Si našel? Ne, to je bilo nekaj drugega prezveze. S skupinskimi močmi bi lahko kam prišli, ampak zdaj ga ne najdem hudiča. Dobro, sej, mogoče pa ni bilo tako pomembno. Ampak kaj sem hotela? Zdaj v tem nekakšnem našem sklepnem krogu, sem želela govoriti o tem, kako so te protesti in v bistvu te neke mini revolucije, ki so se dogajale po slovenskih mestih in predvsem v Ljubljani in v Mariboru v nekem obdobju, zdaj sem se spomnila, zakaj je šlo, da kako pomembno to prispeva k razvoju v bistvu državljanske kulture in k razvoju državljanske zavesti in torej aktivnega državljanstva. To se mi je zelo strašno pomembno v tistem tekstu, zdaj bi se rada, da se za konec malo o tem pogovarjamo, o tej zapuščini, seveda bo še čas za analizo te zapuščine, ampak imamo pa nek feeling. Jaz osebno moram reči, da meni so te protesti takrat dali upanje in so me zadolžili, da vedno znova, ne vem, povem tisto, kar mislim in vedno znova se zavzamem za tisto, kar mislim, da je prav. Jaz mislim, da je to meni osebno je bila to glavna zapuščina teh protestov in res počelo tam da. Kaj pa vi mislite? Pred Svetlani? Aha, pa bolje zdaj, ker še se izvajam. Se upravičujem za dogovor. Zdaj se rahlo spomnim, kaj sem napisal, ali sem že pozabil. Ja, dejansko to mislim, zdaj, če sem rekel, potem to moram dogovarjati. Glejte, takrat po letu 13 smo se mnogi spraševali, kdaj bodo ljudje znova pripravljeni na ulico. Ne vem, če imate vi to še v spominu, ampak bil je nek feeling, res kolektiven feeling, da je zmobilizirati civilno družbo, pa ne zmobilizirati, pač doseči, da se ljudstvo predstavi na ulice, relativno težko. Relativno težko. In spomnim se teh ugibanj, kdaj bi se to spet lahko zgodilo. In s čim to korelira, seveda, da ljudje vendarle odidejo na ulice. In zdaj smo videli, pač, seveda, za 10-letno zamudo, da se je to zgodilo. Da se to zgodi očitno v nekih zelo, bi rekel, ekstremnih situacijah. Začelo se je, če se spomnite, z protestom 18. februarja, še preden se je konstituirala vlada, 13. marca 20, kjer je Svetlana nastopila in govorila,
in tako dalje. Potem se je pa kot rečeno nadaljevalo, mislim, da so si prav zapomnil datum 18. aprila, ko se je Jaša spomnil, da bi lahko igral golf, pa se je odpravil od svojega bloka, ne, pred parlament in potem porival tiste žogice skozi usta Mateja Tonina, Janeza Janše in Aleša Hojsa, sem prav povedal? To je kasneje. To je kasneje? Ja, še kasneje. Najprej je bila ta individualna reakcija jogging, pa ne vem, pač balkoni, ne, pa to takrat približno istočasno, konc marca v bistvu nekaj. A resno? Ja. Ni bilo aprila? Neki noter, mislim, da je. Ok, pozabil sem na datume. No, kar preverite čas, jaz mislim, da je bilo to aprila. Ne, konc marca že. Ok, vem, da je bilo na glasbo skupine The Breeders and the Cannonball. Ja, evo, to sem se pa zapomnil. Skratka, želim povedati, očitno so pomembni ti, kako bi rekel, premiki v politiki, ki morajo v slovenskem prostoru biti zelo močni, da pride do reakcije. V tem primeru so bili upravičeni, pretilo je kaj? Nič manj kot to, da se bo Slovenija urbanizirala, bilo jasno, da bo radikalni Janša, meni se zdi, da je bil v tem tretjem mandatu bistveno bolj radikalen kot prvem in drugem, da bo šel do konca. Bilo jasno, da bo Slovenijo popeljal na pot Madžarske, da se bo država urbanizirala in temu je sledila, bi rekel, ta reakcija. Naj ob tem zaključku povem, da sem 105 petkov občudoval vse protestnike na čelu z Jašo in vami vsemi, ker nisem mogel verjeti, tako zelo konsistentno, vztrajno, z duhovitostjo in vsem, kar je bilo danes rečeno, vztrajate in da vztrajate do konca. To je bilo nekaj neverjetnega. Jaz mislim, da so ti protesti bili v evropskem merilu nekaj neverjetnega. Pokažite mi kakšno drugo državo, kjer imate 105 protestov vsak petek zapored. Skratka, po drugi strani pa mislim, da prihaja čas, ko bo potrebno iti na ulice tudi za manj autoritarne oblastnike, ne, mislim, da imamo zdaj, smo že blizu tej situaciji. Naj spomnim, da je prva demonstracija ni bila človeška. Prva je bila kuža po imenu Kivi, ki je tekala pred parlamentom z transparenti na hrbtu. To je bila prva akcija. Kar seveda nihče se ni smel pojaviti, tako da je ona res bila prva in jaz spomnim se z Facebooka še hranim te posnetke, kako teče in parlamentarcem pač nekaj sporoča o tem, zakaj bi volitve. Vsekakor je zgodovinski trenutek tega gibanja je zame nastopil ob koncu, oziroma po koncu, in to kar nekaj časa ob koncu, ko je že prišla nova vlada in ko so na televiziji vprašali Jašo, če se bo aktiviral v politiki, ne, če bo hotel nekaj narediti bolj konkretnega, in je on odločno pač rekel ne. To je tisti trenutek, ko sem začela res verjeti v moč tega gibanja. In drugi aspekt, ki se mi zdi izjemno pomemben, to je, da po dolgem času v Evropi ni bilo manifestacij, takšnih manifestacij, ki bi vključile veliko več ljudi oziroma veliko več razredov ljudi, kot recimo študente, profesionalne anarhiste, aktiviste in tako naprej, večinoma mladi in sposobni bežati na teč in tako temu podobno. Namreč to je bila poligeneracijska akcija. In pravzaprav so starci bili enako pomembni kot zelo mladi. Bili so otroci iz gimnazije, zelo pomembni, pa tudi še mlajši. Bilo je živali, seveda. In bilo je v ogromnem številu starcev, različnih družbenih slojev, različnih načinov pač komunikacije in tako naprej. In vsi so pravzaprav skozi te proteste 2 leti šli skozi šolo izražanja. In šola izražanja ni bila samo ta spontana literatura, ki so jo imeli na transparentih, ampak je bila tudi šola izražanja, če so dobili mikrofon.
In zelo pogosto smo videli, kako se ljudje trudijo, da se izražajo drugače, logično, precizno, brez veliko parol in sloganov in tako naprej. In ta kultura, če hočete, izražanja je nekaj, kar morda bo nekaj ostalo od tega. Ker pravzaprav mi danes imamo zelo, zelo resen problem tega rastočega fašizma in neonacizma v javnem govoru in ta zadeva postaja tako močna in ta vlada tako ne ve, kaj bi počela s tem, ne ve, kakšne administrativne mere, ki bi morala biti veliko, veliko prej. Zdaj imamo 7 let tega sovražnega govora in pravzaprav nič ni narejeno, da bi se res ta zadeva zmanjšala in izginila. In v tem smislu to razširjanje, čeprav je zelo počasi, čeprav so to izjemno periferni marginalci in tako naprej, še zmeraj ta diskurs gre v javnost, še zmeraj je dovoljen v TV pogovorih, kar je nedopustno, še zmeraj se tolerira, se citira in obstaja in se s tem ne moremo nikakor pomiriti. Če se jaz tudi glasen. Vem, da bom zašel nekam drugem, ampak ker tudi Svetlana omenila 60. leta, pa ko ste kljub čemu želeli neko rdečo nit teh naših gibanj do današnjega pripeljati, je le bil danes zelo zanimivo popoln molk o letu 88 in odboru za človekove pravice, o nekaterih zelo sorodnih stvareh. Jaz vem, zakaj gre za neko zadrego, ker je to v zvezi z Janšo, ampak ne vas pomirim, spomnite se, Janša je bil takrat v zaporu, on ni bil član odbora. Če bi bil član odbora, mogoče ne bi bili rezultati taki, kot so v resnici bili. Ampak nekaj simbolnih stvari pa je, recimo takrat seveda ni bilo teh zborovanj, ker je bila tudi represija ali pa saj anticipacija represije mnogo hujša, kot pa je bila danes, ampak recimo takrat so bili pa obvestila javnosti in bilo jih je nekaj čez 100, ne vem, mogoče se bo pokazalo, da je bilo 105, nisem prepričan, ali pa je bilo 110, ampak takrat so ljudje vstajali v kinodvoranah, takrat so vstajali v gledališčih, na delovnih mestih, protestno, to pomeni tudi takrat je bila ena velika mobilizacija, to ni, da pravimo, to smo vsi naredili, takrat res je bilo to. Takrat so bili tudi 100,000 ljudi, ali pa bom rekel vsaj posamični in članska in ljudje so se čutili ponosne, da so videli svoje ime zapisano nekje na seznamu. Hočem torej reči, ko se je vpisala ta zgodovina slovenska, ki je res zelo specifična, zelo posebna, je zelo fajn, da umestimo tudi tisto dogajanje leta 88, ki nas je zadnje pripeljalo mogoče do tega, da se te protesti imajo še eno svojo predzgodovino. Aha, zaključne besede. Jaz bi rekel, če že gremo nazaj v zgodovino, jaz mislim, da še ena stvar, Dušan Lučko imaš pržgal na mobitelu, sam ti povem. Še ena stvar, ki se meni zdi, ki sem jo jaz dostkrat, ne da bi zdaj hotel biti seveda čisto in drugi časi, ampak vsem mene, recimo tam je ena trafo postaja v Trnovem, na kjeri je bil med drugo svetovno vojno narisan znak OF in potem na to isto trafo postajo, pa je bil pol prebarvan seveda, pa na to isto trafo postajo je bil narisan tudi ta naš Triglav z kolesom. In zdaj seveda so tisti časi bili veliko težji, so bile pač takrat sankcije toliko hujše, da je na nek način težko to primerjati, ampak na nek način tega duha ljudi, ki se aktivira, ogromno nekih posameznikov, ki se izpostavijo, ki pridonesejo vsak na svoj način, se meni zdi to tudi zelo pomembno, da tudi danes z nami je tukaj ogromno ljudi, ki so prihajali, ki so na svoj način za svojimi sposobnostmi, kakorkoli vsak prispevali to, ali pa recimo dogajalo se nam ogromno, če smo rabili kaj za proteste, da smo rabili zrihtati reflektorje, ne vem kaj, neke prevoz, koga da bo pelil tisk v zadnjem momentu, da so ljudje dejansko čisto po nekem tem občutku OEF-a rekli, seveda, ni problem, evo, naredimo
povejte, sam povejte in bomo naredili, med drugim recimo tudi ta avion, ki je tudi noter v sliki, smo dobili brezplačno pilota, ki je rekel, jaz bom vozil avion in ne rabite niti za benzin dati in bomo spravili, sam zrihtite ta plakat in je potem avion krožil nad Celjem za napisom, ki bom voliti. Mislim, da to ja, pač nekaj je, jaz to, kar mogoče je optimizmu, da imamo vse mogoče nekje v DNA-ju zapisano tukaj v Sloveniji, da ko situacija rata do slaba, da takrat smo sposobni v bistvu vstopati šele skupaj, ne, presegati nek teh svoje vrtičke in delovati skupaj. Zdaj vprašanje je, če nam uspe to, super bi bilo, če bi nam uspeli tudi zdaj, ker situacija še ni toliko slaba, ohranjati to povezanost in solidarnost in da ne rabimo čakati za to, da bo četrtič Janez Janša se vrnil nazaj na oblast, da se bomo potem že spet še bolj poskušali. Bolj bi bilo, da zdaj ohranimo to aktivnost in prisilimo to trenutno vlado, da izpolni kakšne svoje obljube. To. Pa knjiga pa to. Ja, vidim še za zaključne sklepne misli. Ja. Nič, ne kupite knjigo. Ne. To je nek zgodovinski dokument, ne. Vnuki vam bojo hvaležni. Če imate že eno, kupite še eno. Ja, seveda, ja. Če imate 3 vnuke, kupite 3. Hvala lepa. In se vidimo verjetno ob izdaji, torej kmalu naslednje knjige, katere avtore boste Boris Vezjak in Svetlana Slepšar. Torej, tudi kupimo torej Dušanovo idejo, ja, zgodovina slovenskih uporniških gibanj. Perfektno, ne. Hvala lepa vsem.